Vitez živjo. Danes bomo govorili o stopalih. Stopala so zelo občutljiv del našega telesa, saj nosijo kompletno našo težo, nosijo naš karakter, ki včasih tudi ni prav lahak, se strinjate. Nobeden pa nekako ne daje poudarka na stopalih, poudarka na v bistvu udobnih čevljih in pa seveda vaj za stopala. Tako da sem se odločila, da danes nekako gremo skozi ene par vaj za stopala, katera v bistvu jačajo stopalne mišice, in jih tudi hkrati sproščajo oziroma raztegujejo. Na začetku bi najprej pogledali, kako v bistvu stopala stojijo. In če greste zdaj v en tak sedeči položaj z vzravnano hrbtenico in se samo sprostite noge in sprostite tudi stopala. In samo opazujte, kam stopala padejo. Torej, ali so ravna, ali vam nekako padejo navzdol ali navzgor. Okay? To pomeni, če vam padejo takole navzdol, evo, se zavihajo navznoter. Okay? To pomeni, da imate zunanje vezi predolge in notranje vezi prekratke. Okay? Lahko pa vam stojijo tudi obratno, sicer to je manj pogosto, moram povedati, iz izkušenj, ampak lahko tudi stojijo obratno in potem imate tudi obratno, notranje vezi dolge in zunanje prekratke, ampak to je zelo redko. Tako da v bistvu večinoma nas ima predolge zunanje vezi oziroma potem že tudi mišice. Zakaj mislite, da se to dogaja? Ja, najprej je naša drža. Če se ne držimo v vzravnani drži, potem seveda tudi ne stojimo pravilno in potem tudi naša hoja ni ravno najbolj pravilna in seveda tudi v čevljih se to zelo pozna. Če pogledate čevlje, znotraj točno vidite, kje imate bolj oteženo stopalo. Tako da tudi vidite, kje imate svoj manko, kar se tiče stopal. Torej, vse skupaj je povezano, bi pa poudarila tudi to, da resnično pazite, kakšne čevlje nosite, da so dovolj široki, da vas ne omejujejo, torej, da niso spredaj preozki in potem takoj tale kost je na udaru in prihajajo potem deformacije, kar se tega tiče. Okay. To je samo moj topel nasvet. Zdaj pa gremo v akcijo, gremo na vaje. In sicer najprej sprostimo, da vidimo, kam pade stopalo, to smo že ugotovili, kam pade, in potem naredite flex, torej prste povlečete k sebi in naravnate stopalo, tako da sta oba stopala ravna. Ja, ok. In s tem začutite, katere mišice se aktivirajo, katere so zaspane in jih ne uporabljate. Okay? To pomeni, če so stopala takole in vi naredite flex takole, pomeni, da določene mišice spijo
in seveda vezi so tudi daljše. Ne? In zdaj, kako si pomagamo, da enostavno zbalansiramo stopala, je, da aktiviramo zaspane mišice in poravnamo stopala. Okay? To je naš flex. Morate res paziti, da imate flex v ravnih stopalih. Okay? In s tem aktivirate res tiste zaspane mišice in hkrati že trenirate stopala in jih ravnate. Okay? In sporočate tudi vezem, da se tele skrajšajo, seveda tele pa podaljšajo. Ne? Tako da imate ravna stopala. Ne tako, ampak ravna. Okay? To je nekako prva vaja, katera je zelo luštna, da jo nekako delate, tudi iz drugih razlogov, ampak zdaj smo pri osnovi, kar se tiče stopal. Okay? In seveda kontra vaja je point. To pomeni, da stopala čim bolj oširite po domače. Ne? Tako da tudi tukaj pazite, da imate zopet ravna, da niso stopala obrnjena navzven ali navznoter, kakorkoli. Dajte jih imeti čim bolj ravne in čim bolj prste zavihate proti tlom, da tudi s tem raztegnete nart, oziroma komplet zgornjo stopalo. Okay? To bi bilo za enkrat to. To je samo prvi del o stopalih. Bom se še oglasila, kar se tiče stopal, ker se mi zdi to zelo, zelo pomembno, da majčkeno tudi ozavestimo naša stopala, ker le nas nosijo celi dan in jim lahko majčkeno tudi posvetimo malce naše pozornosti, se strinjate, kaj ne. Tako da jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Če vam kaj ne bo jasno, mi lahko pišete na info@lavitas.si ali si kaj več pogledate na www.lavitas.si. Uživajte, imejte radi svoje stopala, imejte radi sebe, tako da jaz vas lepo pozdravljam in se vidimo. Vitas, čau, čau.